Ja, knjiga je izjemno zanimivo branje, pravzaprav sem jo prebral v parih dnevih. Od začetka, ko piše o svojem otroštvu oziroma o starih starših v Argentini, spominih, kako so ga stari starši vzgajali, pa potem, kako je bilo v Argentini razmere tam neverjetno. Potem pa taki detajli, recimo potovanje v Irak, ko omenja tudi Slovenca, apostolskega nuncija, nadškofa Mite Leskovreja. Izžareva eno veselje, življenje ob vse realnosti problemov, ki so v Argentini, pa tudi po svetu, papež ohranja neko močno upanje. Knjiga je izjemno spodbudna za vse nas, da nikoli ne jamramo, se ne predajemo malodušju, ampak da ohranjamo eno močno korajžo pa zaupanje v moč dobrega. Ko sem ga osebno prvič srečal, najprej, ko je bil še nadškof v Buenos Airesu, v Bergoglio, in neverjetno domače bilo na nadškofiji, sva šla v stolnico, potem pa je sam skuhal in seveda se ve, skuhal je špagete barila in omaka barila bolognese, mislim, da je bilo nekaj takega. Skratka, najedla sva se do konca, potem pa na vlak pa v najbolj revne četrti Buenos Airesa. Seveda mi je to ostalo zelo v spominu, ta njegova pristnost, nič narejenega ni bilo. Meseca julija leta 2013 pa je bilo svetovno srečanje mladih v Rio de Janeiro, v Braziliji, in izjemno lepo bilo je, okrog 5 milijonov mladih na Copacabani, papež je celo malo zaplesal. To je malo drugače kot v Evropi, ko smo bolj statični, tam pa je življenje, ples, veselje. In potem papež pride, sem rekel, kaj naj mu rečem? Sem rekel, če rečem Tone Jamnik, ne bom imel pojma, kdo je to. Če pa rečem Slovenija, pa morda bo vedel. In seveda rečem, da ga Slovenija blagoslavlja in lepo pozdravlja. In papež reče, Bog blagoslovi Slovenijo, pa me objame, tako potrplja po ramenih. To je bilo njegova tudi zopetena pristnost, kar žarele so tiste njegove oči. Seveda sem bil tam med škofi kar malo važen, ponosen, da pa Slovenijo tako dobro pozna, marsikatere druge dežele ni tako kot Slovenijo. Nihče ni izključen iz Božje ljubezni. Ni važno, je kristjan, musliman, jud, kakršnega koli prepričanja. Papeževa temeljna misel je, da je človek oziroma Jezus Kristus tja, ker je življenje najtežje in išče vsakega človeka. Nihče, ne glede na prepričanje in druge usmeritve, noben človek ni izključen iz Božje ljubezni. In on je večkrat poudaril, da mora papež oziroma pastir dišati po ovcah. Se pravi, je šel, da najde tisto ovco, ki je morda se najbolj oddaljila, pa jo Božja ljubezen nikoli ne pozabi in ne izključi. Janko Petrovec je bil toliko časa v Rimu, osebno zelo dobro pozna razmere v Vatikanu, svetem sedežu. Za prevajanje knjige je zelo ključnega pomena, da se v kontekst prevajalec poglobi, predvsem pa da osebno čim bolj razume, ponotrani osebo, ki jo prevaja. Ker papež Frančišek, posebej še, ko je odložil takole liste in seveda, ko piše življenjepis, je še bolj oseben, še malo bolj čustven, še malo bolj impulziven, je uporabljal kar kakšne take izraze, ki so bili malo nenavadni, ne stereotipni, ne klasični. Govori recimo o nežnosti, o pristnosti, o cvetu, ki zraste, potem o milini, potem govori, ko je kritičen do, sveta kapitala, moči, užitka, govori tam, kjer je druščina, pravi, kjer je druščina, je življenje, ne samo skupnost, druščina je še veliko več kot to. In celoten prevod se mi zdi res izjemno življenjsko delo prevajalca, predvsem pa tudi kaže na to, kako gospod Janko Petrovec razume dušo je vstopil ta notranji svet papeža Frančiška.
Ja, dobili smo novega papeža, Leona XIV. To je zelo lepo. Mislim, da bo nadaljeval njegovo delo. V veliki meri je povezan z njim, tudi poudarke ima marsikakšne kot papeža Frančiška, oziroma bo pa seveda vsak dajal svoj pečat. Pa gotovo je samo niti sanjal, nisem o tem niti hipotetično, niti v ne vem katerem življenju, ampak ne vem. Jaz sem s svojim imenom Anton zelo zadovoljen, mi je pa zelo pri srcu evangelist Janez, ampak to je res samo tako za kakšne zabavne kategorije razmišljanja.